Franček in ogenj. Franček je znal seštevati in si zavezati vezalki. Preden je prečkal cesto, je pogledal levo in desno in vedno je nosil čelado, če se je vozil s kolesom. O varnosti je vedel veliko, ampak naučil se bo še nekaj novega. Gasilni avto. Mami, oči, a sta slišala? Ja, zbudil naju je. Kaj pa gori? Videti je, da je na vaških trgovin. Ampak gasilci bodo ogenj pogasili, a ne, oči? Potrudili se bodo, sin. Ogenj se lahko hitro razširi. Ja, res je. Veš kaj, šel bom pogledat, če lahko kaj pomagam. Lahko greva po bližnjici, oči. Au! Me veseli, da bi rad pomagal, Franček, ampak tukaj je zate najbolj varno, doma. Stal bom daleč stran. Preveč bi se bala zate. In sploh bi moral biti v posteli. Jutri bomo šli tja, pa boš videl, kaj je bilo. Kmalu bom nazaj. Pazi nase. Ampak jutri ne bom videl gasilskega avta. Tam je, oči. Kako vam gre čiščenje? Še kar. Ogenj je naredil veliko škode. Videti je grozno. Po noči je bilo res grozljivo. Plameni so švigali skozi streho. Žal mi je zaradi trgovine, gospod Krt. Ja, kakšen prizor, kaj ne? Še sreča, da se nihče ni poškodoval. Za vas in vaše pomagače sem pripravila kosilo. Hvala. Zelo pozorno. Srečo imam, da imam toliko skrbnih sosedov. Se vam sanja, kaj je zanetilo požar? Nihče ne ve zagotovo. Lahko bi bila električna napeljava. Joj, mi imamo tudi napeljavo. Mogoče iskra iz kamina. Ena iskra. Težko rečem. Nisem bil pripravljen na to, karkoli je že bilo. Ne vem, kam bi šel, če bi naša hiša pogorela. Kam bi dal svoje igrače? Nikamor. Nobenih igrač ne bi imel. Nobenih? Ne, če bi ti zgorela hiša. Vse bi bilo uničeno. Če bi gorelo pri Frančku, bi se železnica stopila. Moj vlak. Ja, čisto bi zgorel. Tvoje slike bi zgorele. Tvoje kocke bi zgorele. Tvoja nogometna žoga tudi in tvoja ura in tvoje knjige. Kaj pa sestavljanka? Seveda. To pomeni, da ti hiša pogori. Izgubiš čisto vse. Nočem, da Franček izgubi igrače. Prima igrače so. Ne bi rad izgubil svojih igrač, niti svoje hiše. Zato moraš biti pripravljen. V naši hiši smo. Ste pri vas pripravljeni, medved? Mislim, da smo. Imate kaj proti, če sestavljanko končamo kasneje? Dobro, samo. Tole bo dovolj. Tole je pa težko. Tako. Če bo iskra skočila iz kamina, sva pripravljena. No, kaj še lahko narediva? Tamle je nekaj, kar lahko zaneti požar. Kaj, če se sveče prevrnejo medtem, ko gorijo? To bi lahko začelo požar, kaj ne? Dobro, samo, v kuhinji je varno, zdaj moram poskrbeti še za svoje stvari. Skuhajmo še korenček za večerjo. In kaj, če bi jedli repo? Tole je pa težko. Franček nama lahko pomaga. Rad nabira zelenjavo. Tamle je. Franček, ja kaj pa delaš? Živjo, mami, živjo, oči. Kam pa neseš svoje igrače? V lopo. Če bi bil požar, nočem, da bi zgorele.
požar te zelo skrbi, kaj ne? Nočem, da se kaj takega zgodi naši hiši, zato sem poskrbel, da je v vseh sobah varno. O, res? Kako pa si to naredil, Franček? Mislil sem, da opekač lahko zaneti požar, to je vse. Zakaj si to mislil? Se ne spomniš, kako se je enkrat kruh zataknil v oči? Iz opekača se je precej kadilo. No ja, ampak Teh sveč ne bi smel vreči proč, Franček. Saj imamo luči, mami. Ne potrebujemo sveč, lahko bi zanetile požar. Franček, razumeva, da te je požar pri gospodu Krtu prestrašil, ampak poznamo druge načine za boljšo požarno varnost. Požar v trgovini gospoda Krta je všel zvajati. Tako je. To ne pomeni, da ognja ne smemo uporabljati, saj je zelo koristen. Ampak tako nevaren. Ja, res je. Zato je pomembno, da z njim spoštljivo ravnamo. No, jaz ga ne maram. Ne maraš svečk na svoji torti za rojstni dan? In peči hrenov ob tabornem ognju? Ali branja pravljic ob kaminu? No, ja, imam. Ampak Misliš na požarno varnost in to je dobro. Tudi mi dva veliko misliva na požarno varnost. Si to vedel? ne? Zakaj ne gremo na kratek obhod po hiši? Glasno je! Če bo v hiši kaj gorelo, nas bo ta alarm takoj opozoril. In ko ga zaslišiš, zavpi ogenj! To pa lahko. Gasilni aparat sva spravila sem, kjer ga je lahko najti. In številko gasilcev sem napisal sem na telefon. Najbrž res ne bi bilo treba, da me je tako skrbelo zaradi požara. Z očetom sta mislila na vse. No, skoraj na vse. Še nikoli nismo imeli požarne vaje. Požarne vaje? Misliš tako, kot jo imamo v šoli? Ja, natanko tako. Dobro! Odlična ideja. Potem bomo vsi pripravljeni. Lahko štopaš, kako hitri smo oči. Tako naredi gospod Čuk. Ej, to bo pa mogoče celo zabavno. Testiram. Me dobro slišiš, Franček? Sprejeto, oči. Jasno in glasno. Si pripravljena, mami? Pripravljena? Dobro, odšteval bom. 5, 4, 3, 2, 1. Pip, 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 pip. Ogenj. Dobro, Franček, ogenj je pred tvojimi vrati. Kaj boš naredil? Ne bom se skril. Prav. Dobro, potipal sem vrata. Vroča so. Jih odpreš? Ne, pustim jih zaprta. Priden, fant. Kaj zdaj? Grem skozi okno. Že plezam. Spomni se, na katerem kraju se dobimo, Franček. Ja bom in ne bom šel nazaj v hišo po svoje stvari. To sem hotel slišati. Tako, sem že na vrtu. Kje pa sta? Tvoj oče ima tehnične težave, Franček. Mislim, da moramo to vajo črtati in začeti znova. No, veseli me, da sem to ugotovil zdaj in ne med pravim požarom. Zato pa imamo požarne vaje. Oče je obtičal. No, 2 minuti sta pretekli. Je vse v redu? Si v redu, oči? V redu. Dobro, lahko to ponovimo, zabavno je bilo. Jasno, ampak najprej moram sneti svoj uklep. Električarji še delajo in nove police bodo kmalu nared. Računam, da bom lahko odprl trgovino že čez kakšen teden. To je pa krasno. Dobro, spet boste začeli s poslom. Tokrat bom pripravljen na požar. Ne bo me več presenetil. Mami in oči sta tudi pripravljena, a ne? Ja, res sva, Franček. In zaradi naše požarne vaje si tudi ti.